Nova livarna v Impolu bo omogočila širitev proizvodnje. Se tovarna sladkorja v Ormožu vrača, mariborski reševalci bogatejši za novo reševalno motorno kolo. Festival Lent v znamenju uličnega gledališča. Pozdravljeni. V slovensko-bistriškem Impolu so danes prvič zagnali novo talilno peč, ki bo omogočila uporabo cenejše vhodne surovine in za 40% povečala produktivnost livarne. Vrednost celotnega projekta je dobrih 12 milijonov evrov. V naslednjih 7 letih bodo za naložbe namenili še okoli 100 milijonov. Naložba v novo peč, ki bo omogočila tudi uporabo veliko cenejšega odpadnega aluminija, bo pocenila in hkrati povečala proizvodnjo, s tem pa bodo znotraj koncerna zagotovili potrebno surovino za avtomobilsko industrijo. Predvsem delamo na svoji samooskrbi vhodne surovine. Z napravami, ki smo jih inštalirali, bomo povečali produktivnost same livarne za 40%. Dobrih 12 milijonov evrov vredna naložba tako prinaša posodobitev obstoječe odstajne peči, novo napravo za čiščenje taline, nov vlivni stroj, regalno skladišče in pokrito skladišče odpadnega materiala. Jeseni bodo začeli še obnovo druge peči in pokritje skladišča vhodne surovine. Livarna ima takoj trg, ima notranji trg in tu ni problemov, da ne bi mogli teh zadev prodati. Investicija v livarni bi se tako lahko povrnila v 5 ali 6 letih. Impol sicer ostaja 4. največji slovenski izvoznik, saj kar 94% proizvodov izvozijo. Zato mi moramo toliko investirati, da ostanemo na tem trgu, ker trg je neosmiljen, moraš imeti zagotovljeno najvišjo kakovost. V strategiji razvoja koncerna v letih 2014 do 2020 načrtujejo za kar 100 milijonov evrov naložb v posodobitev proizvodnje. S tem pa se vztrajno povečuje tudi število zaposlenih. Samo zaradi nove peči je službo dobilo 8 ljudi. Na slovenskih njivah že 7 let ni več sladkorne pese. Evropska reforma trga s sladkorjem je namreč slovenskemu kmetu odvzela možnost pridelovati peso in povzročila zaprtje naše edine tovarne sladkorja v Ormožu. A kmetje upajo, da bodo lahko nekdaj kraljico slovenskih polj znova gojili. Evropska unija bo leta 2017 odpravila sladkorne kvote. Slovenski kmetje in nekdaj pridelovalci sladkorne pese so enotni, ker cena sladkorja na svetovnem trgu raste, je samooskrba s sladkorno peso nujna. Tudi na kmetiji Dobnik iz Zlatoličja so jo pridelovali več kot 30 let. Ta kultura je edina v narekovaji dobičkonosna in bi absolutno dopolnila naš kolobar. Žita so namreč na njive priklicala plevel. Ker nimamo lastne proizvodnje sladkorja, moramo zanj odšteti 70 milijonov evrov, kar je skoraj 2-krat več kot v primerljivih državah z lastnimi tovarnami sladkorja. Letno ga porabimo okoli 100 tisoč ton. Za to količino, kot je tudi planirana kapaciteta nove tovarne, bi potrebovali v odvisnosti od pridelka in digestije nekje med 13 in 16 tisoč hektarji sladkorne pese. Če ne boš imel možnosti pridelovati, bo ti spet ta kvota prenehala, kot je prenehala tudi leta 6 in enostavno je potrebno sedaj res zbistriti glave. Nova tovarna bi stala na obstoječem zemljišču, ki so ga lastniki z Nizozemske pripravljeni prodati. Odprla pa bi se tudi nova delovna mesta. Če gre za samo tovarno kot predelovalni obrat, potem je to sigurno 100 delovnih mest in to tudi visoko kvalificirane delovne mest. Če pa gledam širše, pa je to seveda tudi veliko delovnih mest v kmetijstvu. Pridelovalci zato računajo tudi na pomoč države, ki naj bi v svojih razvojnih ciljih podpirala samooskrbo s hrano. Predsednik Liste za pravičnost in razvoj Stojan Auer namerava s pooblastili malih delničarjev nove KBM vložiti tožbo zoper državo. Prepričan je, da so bili pri nakupu delnic pred 6 leti zavedeni, saj niso bili poučeni o slabitvah banke. Teh naj bi se do danes nabralo za kar milijardo evrov. Mali delničarji so bili ponovno oškodovani tudi pri nedavni skoraj 400 milijonov evrov visoki dokapitalizaciji banke. Medtem ko so še pred tem obvladovali dobrih 18% banke, imajo sedaj le še slaba 2% delnic. Z današnjim dnem začnemo postavljati seveda tudi vse aktivnosti za postavitev stojnic na ulicah. Pozivali bomo seveda vse ljudi, da nam seveda s podpisom dajo ta pooblastilo, da jih zastopamo. Tisti, ki nam bo podpis seveda dal, bo imel velike možnosti, da bo prejel odškodnino. Potem bo treba na nek način iskati odgovore, bodisi seveda na naših sodiščih, če pa temu ne bo tako, pa tudi na evropskih.
V veledrogeriji Kemofarmacija so potrdili, da resno razmišljajo o blokadi računov bolnišnic, ki že nekaj mesecev zamujajo s plačilom blaga. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje gre za 5 bolnišnic, med njimi se omenja tudi ptujska. Tamkajšnje vodstvo sicer pravi, da njihova bolnišnica nima težav s Kemofarmacijo, da pa pri plačilih zamujajo dobre 3 mesece, njihov dolg znaša okoli 150 000 evrov. Minister za zdravje Tomaž Gantar je v današnji izjavi za medije dejal, da se z direktorjem Kemofarmacije dogovoril, da bo veledrogerist počakal z blokado računov 5 bolnišnicam. Prihodnji teden bo namreč Gantar iskal rešitve za ta problem s predsednico vlade Alenko Bratušek in finančnim ministrom. Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj prvič obiskal mariborskega župana dr. Andreja Fištravca. Pogovarjala sta se o morebitnem sodelovanju med občinama. Sestanek je nekoliko zasenčil manjši protest. Kakšnih 20 protestnikov je glasno vzklikalo gesla proti ljubljanskemu županu, obmetavali so ga tudi z jajci. S transparenti in glasnim vzklikanjem je kakšnih 20 protestnikov pospremilo prihod Zorana Jankovića na Rotovški trg. Zoran Janković, njegov simpatični smeh pa nije, krade pa kot sraka, ampak zelo prepričljivo, tako da ga imajo ljudje radi. Ampak enkrat bi lahko skužil že, da to ni dovolj, da ga nimamo več, da ga poznamo, da smo ga skontali in da ni zaželen. To pomeni, vemo, da ni pošten, to pomeni, da je on, njegova struktura vladajoča, da so pokvarjeni in naprej hočejo našo Slovenijo voditi. To meni kratko malo, zmotili so se. Prišel sem s svojim prijateljem Maribor, stajnikom, aktivistom, zato da jih podprem, pač boj za pravico. Glede Zorana Jankovića, kaj ćemo reči, ni komentarja. Za kratek čas so se nekoliko umirili, nekaj jajc je poletelo v policiste. Ta je zaradi nedostojnega vedenja 4 protestnikom izdala plačilne naloge. Brez zamire, to so vaše jajce, Afektu so začeli pač policaji grabiti tam po tuji lastnini, natančneje po jajcih, katere so prinesli mimoidoči, ali koga jaz sicer ne vem. Na kar je nakazal en policaj pač na mene, da sem želel te jajce metati, oziroma da sem jih celo metal, in na to so začeli za menoj leteti. Župana sta na približno 1,5 ure dolgem spoznavnem sestanku izmenjala nekaj idej o morebitnem sodelovanju med mestoma. Po sestanku je bil predviden tudi sprehod po Lentu, a se je Zoran Janković raje odpravil proti Ljubljani. Ker vsak ima prisodo pije kaj če. Jaz bi rekel, tudi Mariborčev, nekaj konkretno povejo. To pa, da se delijo ljudi na tem, od kje je kdo prišel, jaz sem ponosen na to, da so čistokrvni mešanec. Ne, pa ne zaradi tega, ne. Vsak ima pravico povedati, kaj misli, na neki točki pa ima pa vse neko svojo mejo, Fištravec in direktor občinske uprave Marko Žula sta nato stopila med protestnike in jih skušala pomiriti, a žal neuspešno. Kaj delate za livarno? To, da Jankovića sem vozite, pa dajte mir. Mamice samohranilke so lačne, da vas sram ni. To pa ramo pa s tem plačite. Kaj ste s tem povabili vlado? Koga Jankovića? Kaj bo Janković naredil za ljudi? Kaj bo naredil za ljudi? Denar stran mečete, naš narod je pa lačen. Spomnimo, protestniki so se na tem trgu v veliko večjem številu zbrali lani jeseni, ko je bil nekdanji župan Franc Kangler izvoljen v državni svet. Na Mariborskem konzervatoriju za glasbo in balet se lahko pohvalijo, da so ena redkih šol z defibrilatorjem, za katerega so sredstva prispevala lokalna podjetja. Z novim reševalnim motornim kolesom, ki sta ga dopoldne reševalcem motoristom predala mariborski župan in predstavnik BMW Motorrad, pa bo nujna medicinska pomoč še hitrejša. Novi motor je zdaj v enoti nujne medicinske pomoči 3. po vrsti, reševalcev motoristov pa je 6. Letno med majem in oktobrom opravijo od 400 do 500 intervencij. In prav z motornim kolesom, ki je prava ambulanta za prvo pomoč, so na kraju nesreče lahko usodno hitreje. Nujna reševalna vozila ali pa reanimobil, kot vidite tu v zadju, ima nekje v povprečju 8 minut, cela 35 sekunde do prihoda. Mi smo to s motorjem skrajšali na 5 minut.
Njihovo območje zajema 200 tisoč prebivalcev iz 12 občin, a do vseh nujna pomoč ne more priti enako hitro. Končen cilj je, da bi imeli 2 krožeča motorista reševalca, enega na levem bregu Drave, drugega pa na desnem bregu Drave, ki bi bila praktično ves čas v gibanju. Takojšnja pomoč, ki je nujna pri srčnih infarktih, pa lahko odslej zagotovijo na Mariborskem konzervatoriju. Tukaj se obrne tedensko preko 1000 otrok, 160 je zaposlenih, to so majhni otroci, starejši ljudje. Tu je pa zelo pomemben čas. Namreč čas do uporabe aparature je pomemben, zato je važno, da je aparatur čim več in da so na takih javnih dostopnih mestih. Čeprav naprava ob uporabi lahko sama vodi tudi laike, pa so se zaposleni že naučili, kako lahko še učinkoviteje pomagajo ob smrtno nevarni motnji srčnega ritma. Policisti danes po vsej državi začenjajo akcijo poostrenega nadzora motoristov na cestah. Nadzirali bodo predvsem hitrost, psihofizično stanje voznikov, tehnično ustreznost motornih koles in uporabo varnostne čelade. Z akcijo želijo izboljšati varnost in preprečiti še več smrtnih žrtev med motoristi. Akcija se bo končala v nedeljo. Gorenju je uspelo najti strateškega partnerja, ki ga je podjetje iskalo že dalj časa. To je postala japonska mednarodna družba Panasonic. Podjetji si od partnerstva veliko obetata, tudi večji dobiček. V skladu z dogovorom bo Panasonic kupil za 10 milijonov evrov delnic Gorenja in se bo tako kot manjšinski delničar udeležil avgustovske skupščine delničarjev, na kateri bodo odločali o dokapitalizaciji in novem revizorju. Sestanek med ministrom za notranje zadeve in javno upravo Gregorjem Virantom in predstavniki izbrisanih se je končal po nekaj minutah, saj so ga slednji zapustili. Očitno je nezadovoljstvo tolikšno, da sestanek ni bil mogoč, je dejal Virant v izjavi za medije. Napovedal je, da bo zakon o odškodninski shemi za izbrisane zdaj poslal na vlado. Predstavniki izbrisanih so po prihodu sestanka ponovili, da je odškodninska shema zanje nesprejemljiva in da bodo pravico še naprej iskali pred Evropskim sodiščem, kar so povedali tudi Virantu. Ekonomsko-socialni svet je obravnaval vladni predlog novele zakona o dohodnini, ki odpravlja samodejno usklajevanje olajšav in dohodninske lestvice z inflacijo. Ministrstvo za finance ne popusti pri predlogu, da se usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo prenese iz dohodninskega zakona v zakon o izvajanju proračuna. To bi pomenilo, da bi finančni minister vsako leto sproti odločal o uskladitvi, vlada bi lahko z neuskladitvijo že prihodnje leto privarčevala 30 milijonov evrov. V državnem zboru so poslanci žolčno razpravljali o stanju demokracije v Sloveniji. Izredna seja, predvidena je 8-urna razprava, je bila sklicana na zahtevo največje opozicijske stranke. V SDS-u namreč trdijo, da v Sloveniji ni uspel prehod v demokracijo, zato nam po njihovem mnenju grozi celo obnovitev totalitarnega režima. Ob tem so se nekateri spraševali o smiselnosti te razprave in vnovičnega odpiranja ideoloških tem. Pravosodni minister pa je odgovoril na očitke, da pri nas težko govorimo o vladavini prava, da jo sicer imamo, je dejal, da bo pa treba na tem področju še marsikaj postoriti. Če je rdečo nit prvega dela festivala Lent predstavljal folk art, pa ta teden že tradicionalno zaznamujejo ulična gledališča. Veliko se dogaja letos, v bistvu imamo 4-5 prizorišč, malo se povezujemo tudi z živimi dvorišči. Dobili smo tudi novo prizorišče, ki je ravno to, Rotovški trg, ki je bil do zdaj namenjen pač komediji, zdaj tudi namenjen komediji, sem malčken drugačni. Drugač predstav je mogoče mečken manj, kot je bilo v prejšnjih letih, so pa seveda zato tako večje in fajn. Tole, kar se zdaj dogaja, to je Mati Korajža, slovenski mednarodni špektakel. Mati Korajža, Lent tega ne sme zamuditi, nikakor! Tukaj vidite skoraj 40 ljudi, prihaja iz 11 različnih dežel. Je pa predstava tako malce bolj, ni prav lahkotna. Basically, I'm just trying to help people and trying to get all of them to safety. That's all. And are you successful? Not always, like you see, the blood. I got shot in the head during the war and now I cannot really move.
but I'm trying to hold on. And this vehicle is for I'm invalid vojni veteran, and I trade everything. What do you want for me? I can trade you for very small prices, you know. I don't want. Oh, okay, come to the show. Come to the show, and then I. Oops! You can draw me if you want to, you know. Oh, great. Yeah. We can try that. Yeah, please. Ooh, you're heavy. Okay, good luck in the war. Thank you, and peace to Slovenija and every Europe. Jaz sem v tem primeru na začetku tako rekoč vojni veteran, ki pripoveduje zgodbe iz katerekoli vojne, zato ker kot se za veterana spodobi, sem bil že Hannibalom, ko je šel čez Alpe, bil sem z Napoleonom, ko je šel pred Moskvo, tam sem ta dva prsta zgubil, bil sem tudi na soški fronti, na obeh straneh, na avstrijski in italijanski, čez hrib sem ves čas letel in pa seveda tudi vse osamosvoboditvene vojne so bile, tako da za €1 vam povem, kjerokoli štorijo, za €2 dobiste pa 2. Egiptovska vojska je pred za danes napovedanimi množičnimi protesti islamistov pozvala k spravi in posvarila pred maščevalnimi napadi po strmoglavljenju predsednika Mohameda Mursija. Med podporniki in nasprotniki Mursija je v četrtek izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih več 10 ljudi. Bolivijski predsednik Evo Morales je zaradi ravnanja 4 evropskih držav, ki mu v torek niso odobrile preleta čez njihovo ozemlje, ker naj bi bil v letalu tudi Edward Snowden, zagrozil zaprtjem ameriškega veleposlaništva v Boliviji. Moralesu je sicer podporo izrazilo več voditeljev latinskoameriških držav. Glavno mesto Peruja je preplavilo na stotine študentov in javnih uslužbencev, ki nasprotujejo predlogu novega zakona o javnem sektorju. Ta predvideva vsakoletno ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev in univerzitetnih predavateljev. Protestniki se bojijo, da bi zaradi slabih ocen izgubili delo. Razjarjena množica je v policiste metala kamenje in palice. Policija jih je skušala razgnati z vodnimi curki in solzivcem. Nekaj ljudi je prijela. V kitajskem mestu Qingdao, ki leži ob Rumenem morju, so se v boj z nadležnimi algami podali z buldožerji. Voda ob obali je namreč popolnoma prekrita z gosto preprogo zelenih alg. Gre sicer za vsakoletni pojav, vendar je letos alg rekordno veliko. Množično razširjanje alg bi bilo lahko povezano z onesnaženostjo. Pogled nanje pa ni prav prijeten. Vseeno se kopalci ne pustijo motiti, nekateri se na alge tako navajeni, da uživajo kar sredi zelene gmote. Alge za ljudi niso nevarne. Po večini sončno bo, popoldne bodo posamezne nevihte, pihal bo severovzhodni veter. Temperature bodo sprva od 12 do 17, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme. Predvsem popoldne in zvečer bodo posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodu in na jugovzhodu.